da še ni recepta, ki bi bil univerzalen za vse. In zato se moramo podati na potovanje skozi partnerstvo, da ugotovimo, kaj sploh mi želimo, kaj pričakujemo, kaj so tiste naše kvalitete, ki jih želimo izražati in kje se moramo popraviti. Kakšne so bistvene razlike med moškim načinom delovanja in ženskim načinom delovanja, med moškim načinom razmišljanja in ženskim načinom razmišljanja. In to ne tako, da samo razumete, ampak da izkusite v telesu, kakšna je res razlika in skozi to razumete na način, da lahko boljše delujete in da lahko izboljšate svoje odnose. Interaktivni seminar oziroma delavnica Avtentično partnerstvo je točno to. Odnosi so namreč eno tako čudovito igrišče za osebno rast. In najprej si bomo pogledali razliko med moško in žensko energijo. V moški energiji ali pa tudi v ženski energiji, namreč vsi imamo v sebi oboje. To je osnovno nerazumevanje med enim in drugim. Zato, ker ženski, ko delamo iz svoje ženske energije normalno, razmišljamo, da tudi moški to na ta način razume. In obratno. In to je tisto, kjer potem pride do razlik. In tisto, kar vam lahko obljubim danes, je, da boste razumeli, kakšna je razlika med moškim in ženskim načinom delovanja. Ženske rešujemo probleme tako, da v njih govorimo. To moški, ko dela eno stvar, je na tisto osredotočen in tisto dela. Je ta fokus. Namen tega je, da začutite znotraj sebe eno pa drugo varianto. In tisto, kar se bo zgodilo, je, da v tisti energiji, v kateri niste navajeni biti, se boste malo hecen počutili. Ampak ne vas to ne moti. Dajte si možnost in priložnost, da izkusite to razliko. Ker vam bo potem, ko bomo spet govorili, vam bo dala razumevanje tega, zakaj je tem. Bomo to vajo naredili, pa vas prosim, da ostanete, pa bomo še bolj tam vedno. Lepo pozdravljeni. Začenjam tale seminar. Tako da lepo pozdravljeni vsi, ki ste si dovolili vzeti tole urico, ki jo bomo preživeli na torkov večer. Vsi si želimo čudovitih, izpolnjujočih partnerskih odnosov, kaj ne? In vsak ima neko idejo, kako naj bi njegov partnerski odnos izgledal. Kako bi se morali vi v njem počutiti, kakšen bi mogel biti partner, kako bi se mogel do vas obnašati. Idealno sliko vsi nosimo v sebi, kaj ne? In danes bomo pogledali, zakaj pravzaprav sploh rabimo takle seminare, ne? Zakaj nam je v resnici teorija mogoče jasna, ampak praksa pa tega nekako ne odseva. Tako da danes bomo pogledali, kje se zatakne, zakaj pride do tega, da se moramo pogovarjati o tem, kako ven iz toksičnih partnerstv. Tako da jaz upam, da ste si pogledali tisti video prej, tako da, kjer je bilo majčkeno razloženo. V vašem okvirčku, tam, kjer gledate, imate, se pravi na vaši desni, imate en take majčkene kvadratkice, ena taka ikonca in če tam kliknete, se vam bo ena taka možnost questions and answers, tak plav kvadratek pojavil, tako da tam lahko date svoje vprašanja že med seminarjem in jaz bom na koncu potem pogledala, odgovorila in tako da lahko že med seminarjem tam kaj zapišete. Če je karkoli nejasnega, mi lahko date tudi na mail info@manca.si.
tako da bo tole nekako potekalo lahko malo bolj interaktivno mogoče, da ne bom samo jaz govorila. Vmes, če se vam zgodi, mogoče še to, če se vam zgodi, da vam slika zamrzne, da zvok zgine in tako naprej, je verjetno stvar povezave, sploh če gledate na brezžični, na wireless se to dogaja, tako da ne se ustrašiti. Po seminarju vam bom jaz poslala še link do posnetka in ponavadi na posnetku je pa vse zabeleženo. Tako da je brez teh prekinitev, ker te prekinitve se največkrat dogajajo na vaši strani, ne toliko zelo na moji. Če bo pa slučajno kaj takega, mi pa dajte na mail, bom najprej videla oziroma če bom tja pogledala, če ima kdo pa mojo številko, ja ne, telefon imam dati. Bomo se znajdli. V glavnem, dobrodošli. Zdaj, rekla sem že, bomo danes pogledali, kako ven iz nekako oziroma kaj se sploh dogaja na področju partnerstev. Tako da mogoče bi začela s tem, kaj sploh je toksično partnerstvo oziroma zakaj pride do njega, ker v bistvu toksična partnerstva, čisto na kratko, so tiste, ki nam ne omogočajo več rasti. Se pravi osebne, duhovne, kakršnekoli. In toksična partnerstva slabo vplivajo na vse vidike življenja. Ker ljudje imamo pravzaprav težave na 3 področjih v življenju. Se pravi, vse težave, s katerimi tudi ljudje pridejo do mene, kjer imam jaz težave ali pa sem jih imela, lahko damo v eno od 3 kategorij. Finance, odnosi, zdravje. Če pogledate, vse je povezano. In takoj, ko imamo težavo na enem od teh področij, se to pozna na ostalih 2. Se pravi, ni važno, kje imamo, na katerem od teh 3 področij imamo težave, ko so dovolj velike, začnejo vplivati na ostale. Tako da to je, bom rekla, preverjeno tudi na lastni izkušnji. V 15 letih mojih partnerskih zvez, potem v stotinah pogovorov z ženskami in pa moškimi, in skozi vse to nekako ugotavljam, koliko kompleksni smo ljudje. Koliko kompleksna bitja smo ljudje. In bolj, ko spoznavam sebe, lažje prepoznavam tudi svoj odsev v moških, ženskah, s katerimi pridem v kontakt, se pravi v ljudeh. In predvsem skozi odnos z moškimi se lahko tudi ogromno naučim, se pravi o sebi, zato ker je vsem drugač takšen odnos, ker je, vse vemo, če niste prebrali od Johna Greya knjige Moški so z Marsa, ženske z Venere, obvezno branje. Ugotavljam, koliko smo različni, koliko smo drugačni in čeprav smo vsi ljudje, čeprav imamo vsi vse znotraj obe energiji, moško in žensko energijo, delujemo večinoma v eni od njih. In ko delujemo v tej energiji, takrat seveda imamo na nasprotni strani partnerja, ki je recimo nasprotnega spola ali pa v nasprotni energiji in takrat se začne tako imenovana polarizacija. Zdaj, jaz sem prejle sem omenila 15 let partnerskih zvez je za mano, kar nekaj partnerjev tudi, niso bila vsa partnerstva v popolnosti realizirana kot partnerstva tudi, in en čas sem mislila, da sem čudna, zato ker zdaj tudi moja familija, moje sorodstvo so me že nehali spraševati, Manca, kdaj boš pa ti koga našla, pa kdaj si boš ustvarila družino in tako. In en čas sem se tudi zaradi tega normalno sekirala, pridejo leta, pride 30, zdaj bi bil pa že čas, pa pride, pa se štejejo naprej rojstni dnevi. Ampak potem sem ugotovila, da je družinska v tem smislu. Začela sem se spraševati, kaj mi v resnici partnerstvo pomeni, kaj mi pomeni družina, kaj mi pomeni tudi konec koncev moj posel, ki ga zdaj opravljam. In tukaj sem potem odkrila ogromno o sebi. In tudi generalno gledano sem ugotovila, da obstajata 2 poti
ki si jih zberejo z duše. Prva je pač preko odnosa z enim partnerjem. Se pravi, lahko skozi celo življenje ali pa del enega življenja, ampak en partner. Druga pot je pa pač z več partnerji. Zdaj, je to 2, je 3, je 5, je 10, niti ni tako zelo pomembno. In nobena od teh ni boljša ali pa slabša. Jaz sem se včasih hecala, da imam kakšen šnel kurs, ker sem s kakšnim moškim ali pa partnerjem v zelo kratkem času predelala določene lekcije. Ampak sem potem ugotovila, da je pač moja pot taka, da jih moram, zato da lahko potem naprej ljudem pomagam pri njihovih težavah. No, pa mogoče je tukaj zdaj čas, da tudi povem, kdo sem. Za tiste, ki me še ne poznate, ki me gledate na temle webinarju, jaz se zmeraj kar vržem v temo in pol največkrat kar malo pozabim povedati, kdo sploh sem. Tako da in danes ne bom se predstavila v smislu strokovnem, kdo sem, kaj delam, ampak bolj skozi moje partnerstvo, ker vse strokovne reference, priznanja, kaj počnem, s čim se ukvarjam, si lahko pogledate na moji spletni strani www.manca.si, tako da tega jaz danes ne bi ponavljala. Bi se pa, se pravim, predstavila mogoče skozi moje odnose, ki sem jih dala v svojem življenju skozi. Pa dajmo tako, 3, 8, 3 pa 1. To so bile moje dolge partnerske zveze. Vmes je bila 1 leto ena neuslišana ljubezen, vmes je bilo nekaj satelitov, ki so krožili v moji orbiti, pa se iz tega ni nič razvilo, ampak sem se pa vedno nekaj naučila, ali iz dolgih partnerskih zvez, ali pa iz teh kratkih obletov satelitov, vedno sem se nekaj naučila. In ena v bistvu stvar, na katero sem kar nekako ponosna, je, da si v bistvu moji partnerji med sabo niso bili čisto nič podobni. Tako na nek način to pomeni, da sem stvari kar predelala. Tako da se pa v bistvu en moj vzorec vleče skozi vsa ta partnerstva. In sicer v vseh partnerstvih sem bila jaz tista, ki sem jih razdrla, ker sem bila na tak ali pa drugačen način v bistvu nisem bila več zadovoljna. In ko nisem bila zadovoljna, ko nisem vedela, kaj narediti, kako, sem v bistvu rekla, jaz imam sebe najbolj rada in če to ni v moje najvišje dobro, če me to ne podpira več, grem ven. Tako da v bistvu po zadnji zvezi sem dojela, da moram biti najprej zadovoljna sama s sabo in da sama od sebe v resnici ne morem nikoli pobegati, tako da zdajle že leto pa pol razvijam ljubezen do sebe na vseh nivojih, da v bistvu zapolnim tisto svojo praznino, za katero nekako pričakujem, da bi jo moral moj partner, oziroma da najdem, kje imam tisto svojo praznino, da moram spoštovati, ceniti, negovati svojo notranjo boginjo najprej, zato da dobim tisto frekvenco, da dobim tisto vibracijo, na katero se bo lahko nek bojevnik odzval, če je tako se izbrala moja duša. Ker manca ima ene želje, duša ima pa druge želje. In ponavadi je tako. Tako da v bistvu bi lahko rekla, da sem ena taka mojstrica v prekinjanju zvez, v puščanju za seboj, v raztapljanju in transformaciji energetskih vezi. In v teh 15 letih sem pravzaprav doživela kar marsikaj. Eno je bilo, da sem zelo imela podrt odnos, da tako rečem, z očetom, zato ker ni odobraval moje zveze z 20 let starejšim partnerjem. Doživela sem afero z poročenim moškim, tako da imam tudi izkušnjo ljubice. Imela sem zvezo z alkoholikom, ki je pač prikrit alkoholik, z njim sem šla skozi marsikakšno čustveno dramo in pa igrice in v bistvu uspela priti do tega, da mu jaz ne morem biti terapevtka,
in da v bistvu, če sam ne želi, da moram spet sebe rešiti. Imela sem partnerja, ki je bil zelo privlačen, tako da so se mu ženske v bistvu v moji prisotnosti metale v naročje praktično, tako da to je bilo kar dosti zgodaj, tako da to sem mogla kar hitro predelati, vse ljubosumje, zaupanje, vse te stvari. Tako da v bistvu skozi vse te zadeve sem vedno spoznavala sebe, kako jaz reagiram, kaj se znotraj mene dogaja. Odkrivala sem, kako mi partnerji odsevajo dele mene, moja prepričanja, moje omejitve, ampak tudi tiste lepe stvari, ljubezen, tako imenovane sončne dele moje osebnosti. Tako da, kakorkoli obrnem, odnosi so moja zrcala in odnosi so vedno zrcala. Se pravi, ko smo s komerkoli, vedno nam ta oseba nekako odseva nas same. To je nekako moja zgodba, kako sem jaz potovala skozi svoje odnose. Zdaj, če bi želela iti v vse podrobnosti, seveda je prekratka 1 ura. O tem bom sigurno več povedala na vikend seminarju za dušo in telo, kjer bomo tudi govorili o avtentičnih partnerstvih. In tam, kjer bi rada danes začela, je, da preden gremo res na toksična partnerstva, je, da pogledamo v bistvu, zakaj so partnerji tako pomembni kot naša zrcala. Tako da zdaj bom jaz z vami delila eno PowerPoint prezentacijo, ki sem jo pripravila. Jaz srčno upam, da bo tole delalo. Takole, pa takole. Evo. Se pravi, odnosi ponujajo priložnost za našo osebno rast. To smo vsi že slišali, to vsi že vemo, ampak kaj pa v resnici to pomeni? Se pravi, ko govorimo o odnosih kot naših zrcalih, to pomeni, da vedno dobimo partnerja, ki ga je v bistvu zbrala naša duša, ki nam bo odseval nas same. Težava je pa v tem, da nam velikokrat slika, ki jo vidimo, ni všeč. In takrat je problem v sliki oziroma v zrcalu, ne pa v nas. In tako velikokrat se zgodi, da so za naše težave krivi tisti tam zunaj. Se pravi, ne krivimo sebe, ampak gledamo ven. In rečemo, on je kriv, on je tak, on mi ne pusti tega, on mi onemogoča to, ali pa ona, saj ni pomembno. In v bistvu, ko damo to moč osebi, partnerju, s tem odvzamemo sebi možnost, da bi kaj naredili ali pa spremenili. In ker se nič ne spremeni, ker itak ne moramo drugega spremenjati, to že vemo, čeprav se velikokrat trudimo, takrat potem postajamo čedalje bolj nezadovoljni, čedalje bolj nesrečni, čedalje bolj zagrenjeni. In to so strupi, ki zastrupljajo energetsko polje posameznika ali pa posameznice. In v bistvu dejstvo je, da odnos ne raste in se ne razvija samo od sebe, ampak samo toliko, koliko rasteta in se razvijata oba partnerja. Ampak tukaj pa velikokrat nastane ponovno problem, zato ker potem ženske predvsem, pa tudi nekateri moški, začnejo delati na sebi, partner pa ne. In potem pravijo, ja, jaz delam na sebi, to, tretji razrešujem, partner se nič ne spreminja, ne morava biti več skupaj, morava narazen. Ampak ni vedno to tako. Ljudje smo pač navajeni, da če ni takoj spremembe, če ni takoj stvar vidna, če jo ne doživimo takoj, takrat potem nekaj ne štima in potem kar odnehamo ali pa prekinemo ali pa velikokrat potem spregledamo neke skrite blagoslove, kakor bi lahko rekla. In v bistvu
v partnerstvu se začnejo ustvarjati pričakovanja, ki so ena posledica preteklih izkušenj, to je ali iz otroštva, ali iz prejšnjih partnerstev, ali iz prejšnjih življenj, in na podlagi teh pričakovanj, na podlagi naše idealne slike, ki smo si jo ustvarili o partnerju, začnemo zahtevati na nek način od partnerja, da postane tak ali pa da je tak, ali pa iščemo, kako bi lahko bil tak, na kakšen način. Tako da ta pričakovanja zelo velikokrat potem začnejo ubijati odnos oziroma ga začnejo zastrupljati, ker se hkrati ne vprašamo, ali pa sem jaz takšna oseba, da to lahko v partnerstvu dam. Tako da to je v bistvu spet eno področje, kjer velikokrat damo ven iz sebe spet neko sliko in pričakujemo, da bo nekdo drug nekaj naredil, ne pa mi sami. Torej, naša prepričanja, privzgojeni vzorci, naš ego, ki je zelo zanimiv in zelo zvit in zelo se zna prikrast kamorkoli že in poskrbeti, da je njemu dobro, vse to ustvarja toksičnost v odnosih. Se pravi, toksičnost partnerstva oziroma partnerstvo je toksično, kadar ne rastemo v najboljšo verzijo sebe, ampak se od nje oddaljujemo. Definicija toksičnega partnerstva je, da v toksičnem partnerstvu ne rastemo v najboljšo verzijo sebe, ampak se od nje oddaljujemo. In tisto, kar se zgodi v enem takem toksičnem oziroma problematičnem partnerstvu, je, da se pojavijo tako imenovani neskrite posledice. Tisto, kar ne vidimo na prvi pogled. Je nek problem, je neka težava, ki jo imamo s partnerjem, ampak ne vidimo pa, na kaj vse to vpliva. Ampak dejansko vpliva na stvar, kot so finance, sploh pri ženskah. Ženske, ki imajo težave v partnerstvih, imajo ponavadi težave tudi na finančnem področju. Pri nas je to drugače zvezano kot pri moških. Tako, v podrobnosti danes ne bom šla, ker nimamo toliko časa, ampak finance so vedno povezane nekako z problematičnimi odnosi. Sploh, če ste v poslovnem svetu oziroma če ste podjetnice, pa vam partnerstvo ne štima, boste zelo težko karkoli naredili. Če iščete službo, pa vam partnerstvo ne štima, boste težko našli službo, ker vas partner v bistvu ne bo podpiral, ampak vas bo mogoče bolj silil ali pa ne bo vas pozitivno spodbujal v glavnem. Potem ljudje iz partnerstva bežijo na različen način, ali v šport, se pravi, v šport postane veliko bolj, to predvsem moški, v šport pobegnejo, sploh kakšne adrenalinske športe ali kaj takega zelo radi, ali pa pač nekam v šport pobegnejo v glavnem. V delo pobegnejo ljudje iz partnerstva. Ženske potem k prijateljicam in se potem tam, ali pa v otroke vlagajo ženske toliko več energije, fokusa in vsega, zato da se ni treba soočati s partnerjem. V hobije razne, potem seveda v ljubimkanja, ker iščemo nek nadomestek, iščemo nekaj, kar nam bo nadomestilo tisto partnersko izkušnjo. Tako da to je ena taka stvar. Potem seveda, kaj so posledice toksičnega partnerstva? Stres. In to v bistvu ne samo stres doma, ampak tudi na poslu. Če ženska ni v partnerstvu zadovoljna, bo tudi na poslovnem področju imela določene težave in potem je pod stresom in potem pridejo pomirjevala in farmacevtski razni praški in pripravki za to, da bi se pomirila, da bi bila ven iz stresa, ki je pa vzrok nekje, bom rekla, bolj doma v intimi.
Se pravi, nezadovoljstvo iz partnerstva se prenaša na druga področja. Ena od mogoče ne toliko skritih, ampak definitivno posledica toksičnega partnerstva je vzgoja otrok. Velik vpliv ima to na vzgojo otrok. Se pravi, kaj prenašate otrokom, kakšno sporočilo se prenaša otrokom. In ogromno krat se otroke uporablja ali pa izrablja kot izgovor, da se ne gre ven iz partnerstva, ki je toksično in ki se ga ne da več popraviti, zato da bojo, ne vem, otroci imeli oba. Hkrati so pa v energiji, kjer so zamere, kjer je jeza, kjer je ljubosumje, kjer je ne vem kaj vse. In se kopajo v energiji, ki jo ustvarjata partnerja. A to je pa dobro za otroke. Tako da tukaj je zelo, pač vedno je neka tanka meja, neka tanka linija. Potem, tako da preko otrok se marsikaj dogaja. Zdaj, ja, jaz svojih otrok nimam, sem slišala pa že toliko zgodb, imam toliko enih vpogledov v to, kaj se dogaja v partnerstvih z otroci, da včasih res moram kar koga pozdraviti pa vprašati. Kaj v resnici želimo svojim otrokom dati? Kaj jim boste dali, da bojo oni boljša partnerstva ustvarjali? A jim boste dali sporočilo, da ja, lej, potrpeti je treba, karkoli že pač je, ali jim boste dali sporočilo, da lej, spoštuj sebe, ceni sebe, imej se rad in našli način, kako boste partnerski odnos, ki vam ne služi več, na lep način zaključili, da boste potem še kasneje lepo sodelovali. Tako da tudi to je ena taka v bistvu posledica. Potem seveda cel kup enih terapij, ker ko gre partnerstvo že, ko je že zelo močno v zatonu, potem seveda zdaj pa pejva na terapijo in da bova midva rešila vse za nazaj. Potem seveda ženska to zahteva, moški ponovadi pristane, ampak če je stvar že preveč zavožena, pač tudi terapija zelo težko stvar popravi. Jaz sem delala eno poletje tam v enem lokalu in v tistih 2 mesecih toliko, kolikor sem jaz slišala pritoževanja moških nad svojimi ženskami, koliko so sitne, zoprne, koliko jim težijo, koliko je to, koliko je ono, mislim, to je bil meni en tak zelo velik alarm. In včeraj, ko sem sestavljala tole predavanje, se mi je tako lepo pojavil stavek: moški v gostilno bežijo, ker jim doma žene težijo. Ampak to je posledica že prej stvari, ker ena stvar, ki je zelo pomembna, je, da smo ljudje tako navajeni, da rešujemo, kaj je že prepozno. Večinoma smo gasilci, ki gori, takrat gasimo, ker lahko že prepozno. Namesto, da bi že prej kaj naredili. Ni nujno, da mora iti v partnerstvu slabo, da se greste nekaj novega naučiti o partnerstvu. Ni nujno, da, mislim, na začetku partnerstva noben ne razmišlja o tem, da bi bilo treba odnos že graditi. Nekako se kar samo od sebe odvija. Nekako je kar v bistvu samo po sebi pomembno, da bo vse super in fajn, dokler sta oba zaljubljena in imata odprte srčne čakre in super. Ampak v bistvu pol, ko energija pade, ko zaljubljenost mine, ostaneta 2 osebi. In takrat se začne tisto pravo delo na sebi. In dejansko je treba začeti že prej. Če želite nekaj narediti, to je tako, kot ljudje, ki pričakujejo, da so naredili ali ne vem, neko srednjo šolo ali neko fakulteto, šli v službo in da zdaj se jim ne bo treba do konca življenja nič več učiti, ker so svoje že naredili. Jaz sem bila 10 let v kadrovski in verjemite, to se ne obnese dobro. In potem pride do česarkoli že, ne vem, služba, to, tretje, in ostaneš na cesti in potem prav, ja, kaj pa znaš?
ja, učiti sem se nehal pa 15 let nazaj. Tako da, moja filozofija, moje učenje, to, kar jaz skušam predati, je, da je treba skozi delati na sebi. Mislim, treba, lahko tudi ne, ampak potem se težave kopičijo. In smo v časih, prav v časih, ko se stvari drugače odvijajo, ko so potrebna nova znanja. Danes bom z vami delila eno stvar, ki je, bom rekla, čisto energetsko zelo pomembna, ker ljudje smo energetska bitja, smo večdimenzionalni in to nima veze, ali to verjamete ali ne, dejstvo je, da smo. In bolj, ko poznamo sebe, bolj, ko poznamo svoje dimenzije, svojo večplastnost, lažje razumemo sebe, vemo, kaj delamo in lažje to transformiramo, spreminjamo, prilagajamo. Lani septembra, če se spomnite, je bil en tak energetsko malo naporen čas, precej naporen čas, in takrat, kar se je dogajalo, je, da so zelo močne vibracije iz središča galaksije prišle na Zemljo in omogočile, da se aktivirajo oziroma da se povežemo z višjimi nivoji. Se pravi, mi običajno, ko se definiramo kot fizična bitja, smo na nivoju 3D, da tako rečem, se pravi v trodimenzionalnem fizičnem svetu. Ko potujemo po astralu, meditacija, ko smo nekje v nekem svojem približnem energetskem telesu, smo tam nekje v 4. dimenziji. Ampak tisto, kar se pa dogaja zdaj, oziroma kar se je septembra zgodilo, je pa, da so postali dostopni te nivoji 5. dimenzije, to je pa nivo našega višjega jaza, tudi naše duše. In se te bariere nekako odstranjajo in čedalje več svetlobe prihaja v naša energetska telesa. In ko prihaja čedalje več svetlobe, je to tako, kot če pride, ne vem, svež dotok vode nekam, odplakne cel kup stvari, ampak takrat, ko pa tisti prvi val pride, pa butne tudi ob določene ovire. In tako, ko imamo mi v našem energetskem polju določene blokade, ko energija ob to butne, to pritisne in izbruhne. In če mi ne vemo, kaj se dogaja, potem kar nekaj izbruhnemo in se potem to na druge prenaša in z drugimi osebami v odnosih, v partnerstvu in seveda cela štala. Tako da v marcu pride drugi val teh energij, kar pomeni, da bo spet en tak močen impuls. In jaz imam pač to srečo, da intuitivno določam termine svojih delavnic in da se vedno poklopijo na kakšne zanimive lune, na kakšne pač take dogodke. In tudi 19. 20. marec, ko imamo avtentični vikend za dušo in telo, v bistvu ta višek tega vala energij bo ravno 20. marca, 21. marca imamo pa enakonočje. Tako da in takrat bo en tak zelo pomemben trenutek, ko bomo lahko sebe nadgradili, ko se bomo veliko lažje povezali z našim višjim jazom, ko bomo veliko lažje prečistili tudi vse ostale zadeve, tako da jaz sem prav vesela, da sem na ta datum ta seminar postavila. In tisto, kar se bo dogajalo tudi na tem seminarju, je, da bomo prvi dan pogledali te naše dimenzije, se pravi, da bomo sebe začeli razumeti, kaj se nam dogaja in kje se nam dogaja, ker ni nujno, da tudi ko smo v partnerstvu, pridejo neki globoki nivoji, ki sploh ne vemo od kje. Jaz sem v jeseni srečala enega bojevnika, ki je v meni v bistvu dobesedno vrgel ven neke strahove pred moškimi, ki so izhajali, jaz ne vem, od kje jih je moja duša potegnila, ampak moja duša je imela ene zelo take problematične izkušnje in je obstajal ta strah v meni dobesedno pred moškimi, ki mi ni bilo jasno, kako pa saj, jaz jih imam pa ja rada. Ampak enostavno je to prišlo ven. In takrat sem vedela, da moram samo pustiti, da to pač pride in da se to izčisti, ker sem pripravljena na to. Ni nujno, da gre vedno vse to globoko, ampak gre pa. Enostavno se stvari pojavijo. Ko pride nekdo, ki ima nek vzorec in pritisne na naš vzorec, na naš gumb, pač reagiramo.
In če ne vemo, zakaj smo tako reagirali, lahko napačno reagiramo. Reagiramo tako, da nam je pol žal, obžalujemo. Ko sem jaz zapuščala tisto mojo 8-letno zvezo, v bistvu šele kasneje, ko sem razumela, kaj se dogaja med moškim in žensko energetsko, sem razumela, kako bi lahko jaz popravila tisto in še vedno nadaljevala tisto zvezo. Tako da včasih pridejo informacije prepozno, ampak pridejo pa vsem in ne rabimo več ponavljati te izkušnje. Smo ta test naredili. Tako da tukaj dejansko je pomembno, se pravi, če nam odnosi predstavljajo zrcalo, če želimo toksično razmerje razstropiti, moramo vedno začeti pri sebi. Zato, ker tudi mi v odnos nekaj vlagamo. Tudi mi v odnos dajemo svoje strahove, svoje prepričanja, svojo energijo, ker ko sta dva v zvezi, ima vsak svoje energetsko polje, pa še oba skupnega. In v to skupno energetsko polje oba vlagata, oba dajeta. V partnerstvu smo povezani z energetskimi vezmi. Tudi ko se partnerstvo zaključi, smo lahko še vedno povezani z energetskimi vezmi. Se pravi, s preteklimi partnerji. Imamo na teh naših nivojih je toliko enih zadev, da je fajn, da jih spoznamo. Ker če se identificiramo samo s fizičnim, pa s tem, kar razmišljamo, pa s tem, kar čustvujemo, pa že pri čustvih smo malo tako, potem smo zelo omejeni v svojem delovanju. In ko se enkrat odpremo, ko si dovolimo začutiti sebe v veliko bolj konkretnih nivojih tudi, takrat lažje gremo skozi življenje. Enostavno je lažje. In tisto, kar se zgodi, je, da ko gremo lažje, ko vstopamo z manj svojega lastnega dreka, če lahko tako rečem, potem se ne odzivamo toliko na tisto, kar nam pride. Se pravi, ne odzivamo se, ko nekdo pride, pa nam, ne vem, vrže jezo v nas ali pa neko svojo frustracijo, in če imamo mi svoje počiščenje, se sploh ne rabimo reagirati, ampak se lahko odzovemo. In rečemo, okej, tole je pa zdajle tvoja jeza, ker jo vame mečeš. In če se ne odzovemo, tisti osebi ne vrnemo energije, in lahko še vedno naprej funkcionirata. Tako da, ko poznate svojo energijo, ko poznate svoje nivoje, ko se jih začnete zavedati, lahko začnete zavestno na tem delati. Ko začnete zavestno na tem delati, imate dela do konca življenja. Ampak čedalje lažje, čedalje hitrejše, kar pomeni, prej sem rekla, da sem imela par satelitkov, s katerimi nisem niti šla v neko partnersko zvezo, ker ni bilo potrebno, ker sem že vnaprej videla, kaj mi je prišel odsevati. In sem tisto razčistila, nisem rabila iti v celoti v neko partnerstvo, z njim pa, ne vem, pol leta, preden bi ugotovila, kaj je bilo tisto. Tako da, ko se zaveste svojih nivojev, ko jih tudi prečistite, takrat postanejo stvari bolj jasne. Ker se ne zapletate več v neke nepotrebne drame, ki so v vašem energijskem polju. In ponavadi, ko delam energetsko higieno, do zdaj še nisem imela primera, da nekdo ne bi zaznal svojih nivojev, da nekdo ne bi, pa so bili to čisto ljudje, ki so bili skeptični o tem, kaj se dogaja, ali pa da sploh je kakšna energija, vsi so začutili energijo, vsi so začutili svoje energijsko polje, vsi so začutili energijsko polje nekoga drugega, ker se bomo zelo veliko igrali tudi z energijskim poljem, pač kako drugega zaznavamo. Mi to nezavedno počnemo, tokrat bomo to naredili zelo zavestno. Se pravi, da boste vedeli, kaj se dogaja, ko vstopate v katerikoli odnos. Tako da, in bomo šli lepo po vseh naših nivojih, se pravi po čakrah in hkrati po naših telesih. To je ena taka stvar, ki jo tako zelo uživam delati, in tudi v bistvu, ko dobivam informacije od angelov, duhovnega vodstva, od mojstrov,
mi v bistvu me pritiskajo, da je to zelo pomembna stvar in da pač so to znanja, ki so zdaj potrebna. In da je treba v tem, bom rekla, v tem času, ko postajajo te dimenzije veliko bolj prehodne in se vam začnejo stvari dogajati, najprej morate razumeti, kaj se vam dogaja. Potem morate to začutiti, morate znati s tem delati, da lahko potem akcijo greste. In da potem to lahko aktivno uporabljate v življenju. Zdaj veste, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, ne gre drugače. Ampak, ko prečistite te dele, ko se začnete zavedati, ko zavestno začnete upravljati svojo energijo in s tem, kaj je v vašem energetskem polju, se avtomatično spremeni vse tisto, kar vas odseva, kar je okrog vas, in zakon privlačnosti, za katerega ste verjetno že vsi slišali, začne delovati na drugačen način, da vam drugačne rezultate, ker je vaša vibracija drugačna. Tako da ne glede na to, a imate težave v partnerstvu ali ne, ali kjerkoli, ko začnete vse te stvari delati, se vam bo življenje začelo drugače odvijati, ker se bo vaša vibracija spremenila. Seveda, če je to nekaj, kar želite, kar čutite, na kar ste pripravljeni, na kar mislite, da ste, ali pa niste pripravljeni, ampak to zavedanje in to delovanje s temi energijami vam v življenju lahko veliko koristi. In to je predpogoj za to, da se sploh lahko začnemo pogovarjati potem o partnerstvih. Zato, ker jaz moram sebe poštimati, zato da bom imela odsev, ki mi bo všeč. Da ne bom rekla, joj, tam je pa en čuden odsev. In tudi, ko jaz sebe poštimam, lahko vidim v osebi, ki je bila kljub temu, ki je še zmeraj, ali pa ne vem, sva skupaj ali kakorkoli, vidim druge stvari. Ko jaz prepoznam svojo lepoto, jaz lahko vidim tudi lepoto v partnerju. Ko jaz prepoznam, ko jaz sebe spoštujem, ko jaz res sebe spoštujem, v bistvu nima partner druge izbire, kot da me spoštuje. Oziroma, če me ne, takrat lahko rečem, hopala, ali se bova tako zmenila ali pa drugače. In dovolj spoštujem sebe, da si ne dovolim sploh s tako osebo biti v neki zvezi. Tako da to je zelo ena taka pomembna stvar, da začnemo se zavedati svoje energije in tega, kaj prinašamo v partnerstvo, tega, kaj dajemo v odnose. Se potem, rekla je vse, naj to v intimnem partnerstvu ali v nekih službenih odnosih. Tako da to bomo imeli celodnevno delavnico od 9 zjutraj pa do 4 popoldne, potem je pa na voljo, ker bo to v Termah Ptuj, je pa na voljo savnanje, kopanje, zato da mi vse to, kar smo energetsko sčistili, še res v bistvu tudi na vseh nivojih damo ven, gremo v savno izšvicati, odplavati, odplakniti, karkoli že. Zvečer bo pa potem angelski večer, kjer bomo naredili pa eno posebno meditacijo za čiščenje, oziroma ne bom rekla čiščenje, transformacijo ljubezenskih zaobljub. Namreč ljudje nismo od danes, se pravi, smo že kdaj bili na zemlji, glede na to, da smo večdimenzijski in smo že marsikaj komu obljubili. Vedno te bom čakala, vedno te bom ljubil, zmeraj boš moj, moja. In to so kot ene take energijske pogodbe, sploh če so bile podprte zelo močno čustveno nabito energijo, to so take pogodbe, ki se zapišejo v energijo, v energetsko polje. In potem nekoga čakamo, pa ne vemo, koga čakamo, ampak ga kar čakamo. In potem pride nekdo, ki je v tem življenju za nas ta pravi, ampak ne, mi čakamo nekoga. Tako da tisto, kar nam ne služi več, pa je še vedno noter, tisto bomo sčistili zvečer potem še, zato da boste lepše spali. Potem v nedeljo bomo pa temeljito obdelali partnerstva. Obdelali bomo moško in žensko energijo, kaj se dogaja v partnerstvu znotraj odnosov. Zdaj, nekateri ste že bili pri meni na tem 2-urnem seminarju o partnerstvu. Pač v 2 urah se naredi to, kar se v celem dnevu se pa marsikaj več lahko naredi in tudi bolj poglobljeno. Ker ko razumemo sebe, ko ženske razumemo sebe, zakaj
funkcioniramo tako, kot funkcioniramo, ker je to del ženske energije. Ko moški razumete sebe, zakaj tako funkcionirate, ker je to del moške energije. In ko razumemo drug drugega, da smo vsi različni, takrat potem lahko začnemo tudi v partnerstvu drugače komunicirati, drugače reagirati, drugače se odzivati, in ko te stvari spremenimo, seveda so drugačni rezultati. Zdaj veste, kako je tista definicija neumnosti. Početi stvari na isti način in pričakovati drugačen rezultat. Se pravi, eno je, če želite nekaj spremeniti, drugo je, če želite nadgraditi. Se pravi, ni vedno tisto, da moramo nekaj spremeniti. Lahko gremo globje, lahko pridemo do nivojev, kjer si dovolimo, da reagiramo iz ljubezni, ne več iz strahu. Ampak to pomeni, da se moramo ranljivosti odpreti. In kako to narediti, da presežemo tiste svoje strahove, ki so s tem povezani. Tako da to so stvari, ki so pomembne, ki izboljšajo vaše življenje. Zdaj pa, prej smo govorili, da so določene skrite posledice toksičnega partnerstva. Ko začnete vi zavestno ustvarjati svoje partnerstvo, poštimate enega od onih 3 stebrov, ki sem rekla, se pravi odnosi, finance, zdravje. Ko vi enega poštimate, ko vam trdno stoji, ko ga zavestno ustvarjate, ko je tam vaša energija močna, se avtomatsko to prenese tudi na druge dva. Tako, kot če se en od stebrov podrese, tudi druge dva začneta, tudi če se en steber postavi, se začneta postavljati tudi druge 2 stebra. Tako da danes sem bila na kosilu z svojim kolegom, zelo dobrim prijateljem, in on mi je tako rekel, ko sem rekla, pač finance pa to, glih tako so povezane s partnerstvi, z odnosom, sploh če kaj ne štima. In tako me gledala prav, veš, da imaš prav, rekel, veš, ena ljubica te stane veliko več, kot en tvoj seminar. Tako da moški, tisti, ki gledate, definitivno, če imate težave, pa rešujete z ljubico, vas to drago lahko stane. Veliko več, kot če z obstoječo gospodično damo, boginjo, pridete in naredite nekaj za vaju oba, da bo to trajalo. Ker tako je, mi moramo na nek način skrbeti za te naše odnose, jih negovati, in zato so potrebna tudi znanja. V ljubezni se da tudi kaj naučiti. Nismo se rodili s tem znanjem, starši nam ga niso predali. Jaz zelo toplo priporočam knjigo Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače, zato ker noter poda sliko oziroma pričevanja ljudi, se pravi iz 20. stoletja, se pravi pred 2. svetovno vojno, tam po 1. svetovni, malo pred 1., po 1. svetovni vojni, kako so naši predniki živeli, kakšni so bili njihovi odnosi. In niso bili rožnati. In mi smo v resnici šele 3. generacija po tistem, oni so imeli naše starše, naši starši so imeli pa nas. Tako da jaz, ko sem tisto knjigo prebrala, sem rekla, pa pismo še dobro, da sem tako normalna. In to razumevanje, od kje prihajamo in kaj prinašamo s sabo, je zelo pomembno. Ampak treba je potem pa to v praksi na novo postaviti. In zato danes so odnosi pod takim težkim bremenom, pravzaprav tega, da se tisto, kar je bilo včasih, ni znanje, ki bi nam koristilo v današnji družbi. In zato se je treba o odnosih učiti. Tudi jaz se učim nenehno, tudi jaz hodim na seminarje, tudi jaz, knjige dajo razumevanje, ne dajo pa izkušnje. In zato je pomembno, da vi naredite to uslugo in si izboljšate življenje. Za avtentični vikend, za dušo in telo, ste zato vabljeni, da se prijavite. Zraven videa imate, na levi, na desni, ne vem, tam, kaj je en tak delček, imate link,
In do 29.2. so bile še možne prijave, ob katerih ste dobili darilca. Za tiste, ki danes poslušate seminar, bom ta darilca še vedno omogočila. S tem, da ena posebna, bom rekla, ponudba, ki je samo zdajle velja, je, da prvih 5 dobite zraven še individualni coaching z mano, kjer bomo pogledali pa točno vaše težave, pa kaj se da, pa kaj se ne da, pa kako, oziroma kje se želite, če se želite kje nadgraditi, kje se želite nadgraditi in tako naprej. Tako da, ko se prijavite preko tiste prijavnice, preko obrazca se zabeleži vaš čas in pač kdo je bil in kdo ni bil. Tako da prvih 5 dobi coaching z mano. Individualni, to se bomo posebej dobili, se posebej zmenili, in pa tista darilca, ki so veljala do včeraj, veljajo tudi danes in jutri v sredo. Zato, ker vem, da nekateri pravite, saj bo posnetek, oziroma pravijo, se bo posnetek, pa si bojo pogledali, tako da to velja, ampak coaching velja pa samo za prvih 5. Jaz ne bom naštevala, kaj vse je noter vključeno, ampak paketi, ki so pripravljeni, so zelo fajn. Zato sem se pač s hotelom tudi uspela dogovoriti za spanje, dosti ugodno, tako da imate noter res razvajanje za dušo in telo. Zato, ker jaz pač sebi privoščam in zato privoščam tudi vam. In se srčno veselim tega, da se bomo videli. Zdaj pa me zanima, če je še kakšno vprašanje se pojavilo. Ali sem vas spet s toliko informacijami napolnila, da boste imeli en čas še na voljo za razmišljanje. Tako da tisto, kar pač je v eni uri mogoče obdelati, so neke osnove teorije. Tisto, se pravi, neke osnovne zadeve, a ne. Za karkoli več je potrebna izkušnja. Te izkušnje se na nek način preko ekrana ne da dati, zato ker so vaje, ki jih jaz izvajam, so vedno pač ali v parih ali vodene ali tako, in je potrebna tudi interakcija in komunikacija. Tako da vedno je pač neka stvar omejena, kaj se da pa kaj se ne da. In tisto, kar se da podajati, so informacije, da razumete, ampak če hočete pa čutiti, izkusiti, pa jaz pač vedno zagovarjam, da je treba to v živo, osebno in ne doma na kavču. Tako da zato za vas pripravljam takšne zadeve, zato vam želim razložiti, da razumete, ampak zato, da pride pa potem to v akcijo, v delovanje, kako, je pa potrebna izkušnja. Ker jaz lahko vam razlagam, kakšen okus ima hruška. In če niste nikoli v življenju hruške ugriznili, vam ne bo jasno, kakšen je ta okus. Vi morate priti in hruško ugrizniti. Zato so webinarji, kjer vam razložim, kakšen okus ima hruška, in vas povabim, da pridete hruško probati. Zato, da boste imeli to izkušnjo, da boste dobili njena hranila, da boste dobili njeno energijo in da boste potem šli s to novo izkušnjo v svet. Tako da, če ni kakšnih posebnih vprašanj, tlele nič ne vidim, da bi kdo dodal kaj. Pogledam, če je še kakšen mail. Če se vam še karkoli utrne, lahko pošljete mi na mail. Če imate kakršnokoli vprašanje oziroma če vas še kaj zanima, me lahko pokličete
ali mi pišete, pokličete me na telefonsko 040888978 oziroma mail je info@manca.si. In to je potem to, kar bi bilo za nocoj. Jaz vam želim, da razmislite o tem, kaj prinašate v svoje partnerstvo. Jaz vam želim, da pogledate v zrcalo in vidite sebe, da potem ne rabite sami skozi celoten proces, ampak da si najdete zdaj, če ne mene, kogarkoli drugega, ki ga začutite, da vam lahko pomaga in da vam pomaga. Zato, ker ljudje čisto prevečkrat želimo stvari delati sami in potem se matramo in mučimo in odkrivamo toplo vodo. In želim vam, da bi se čim manj matrali, čim manj mučili, čim manj odkrivali toplo vodo in čim prej razstropili vse tiste toksine v vaših partnerstvih, ki slabo vplivajo na to, da bi postali najboljša verzija samih sebe. To, da postanemo najboljša verzija samega sebe, to je pa itak naš namen na tem svetu oziroma v tem življenju. To je izkušnja, ki jo pač duša pride iskat na ta svet in naj bo ta izkušnja čim bolj lahkotna, čim lepša, čim bolj polna ljubezni, ker to smo v osnovi bitja ljubezni. Tako da bodite čudovita bitja ljubezni, polna angelskih energij in se vidimo potem na seminarju oziroma na vikendu, avtentičnem vikendu za dušo in telo, da res vstopite v te nove energije, ki prihajajo na čim bolj lahkoten način, čim bolj prečiščeno in da se vam odprejo tisti vaši potenciali, ki jih nosite in imate v sebi. Tako da jaz vam želim en prijeten večer še naprej in pa se vidimo ob naslednji priložnosti. Lepo se imejte. Čau, čau.